Vse dobro, najprej v novem letu. Ja, hvala. Zanima me, v bistvu, najprej mogoče vsem majstrom, da malo visok si. Zanima me, kako to, da ste se odločili, da boste predsednika vlade tokrat povabili Marjana Šarca, v bistvu? No, sej on ni prvi predsednik vlade, ki je bil na Škrabčevi domačiji. Tako da ni to nič nenavadnega in vse veste, poznate malo provenienco Darje Groznik, ki vsako leto ima en večer znotraj teh naših večerov. Lansko leto je vodila že včeraj tudi z Milanom Kučem na vse zadnje, lani ne vem, koga je imela. No in seveda, verjetno je to lepo, da predsednik vlade kar pride na takšen dogodek. So pa zelo odmevni ti pogovori, v bistvu predvsem, če se spomnimo takrat, to srečanje z Milanom Lah, ki se je rokovala z Milanom Kučem, je dostkrat eksponirano. Vi verjetno vabite ne po ideološki pripadnosti, ampak iz različnih političnih opcij. No ja, ampak Škrabčeva domačija ni znana predvsem po politikih. Jaz bi rekel, da je predvsem po kulturnikih ali po zanimivih ljudeh, po ljudeh, ki imajo kaj povedati. Ampak poudarek ne dajemo samo glavni osebnosti, temu nekemu celebrityju, intervjuvancu, ampak ravno tako voditelju. Tako da težimo za tem, da je voditelj najmanj tako dober ali pa pomemben, kot je tudi na vse zadnje intervjuvanec. Mislite, da bo tudi ta večer predmet različnih interpretacij oziroma medijskih? Ne, mislim, da ni, da je bilo vse dosti predvidljivo, da ni bilo nekega, če se spomnim lansko leto, Blejski forum je zato poznan, ker je napovedal glavni pogajalec Berni, da bo mehak Brexit. In takrat se je celo fut okrepil. Na drugi strani, če se spominjam, da je bila ena izjava kardinala Rodeta o Argentincih, ki je tudi malo zažgala. Ampak drugače pa mislim, da tukaj ni bilo neke izjave, ki bi bila izven konteksta, kar lahko pričakujemo od aktualnega predsednika vlade. Hvala. Hvala.